primorski gangsta reper Small Talk v našem prazničnem studiu. Kuje? Urjedi, Andrači. Se ti dopadajo naše lučke, kič decembra? Ja, da ši smreka prav kako pravi, prav za inhalirati, prav. Za zdravje. Za zdravje, tako da ste se potrudili. Je mesec december tisti mesec v letu, pravijo, da je to najbolj čaroben mesec, ko se tudi tebi orosijo oči? Ma to je mesec, ko se ti orosijo oči, zaradi tega piha burja in pole je hladno, prav, ne maram decembra, ma ja, dobiš pole darilo in je piko bujši, če ne, prav škifo december. Samo tudi, če ga ne maraš, pač pride, ne? Tole se ne da pomahati, pravuno. Če bi ukazala Radmila, da ga spustijo, zna bet, da bi se kaj spremenilo, ma tako pa kajšne so moja čustva do decembra, tole prav ne neč važno. Tako da je prišel december, so pojeli Alfija Nipiča in take reči, tako da pole gre januar in tako naprej. Si jo Radmilo mogel prepričevati, da te spusti z hiše, da prideš v praznični studio pod kamere na radio? Kako je s tem? Kakšni so bili? Zdaj je tako, ne. Me je spustila iz hiše zdaj po enem letu, ko sem bil doma, me je imela piko za dosti, tako da je rekla, beži, kaj so kamere, dobro, te bom videla, zaradi tega, kad tebe pupke z radiota, samo hočejo tvoje telo in take reči. Sem rekel, kot si ti to videla, še nobena nikoli ne je bilo neč in reka, kaj je bil Karoli, in pole sem rekel, uredi, dobro. Tako da, še zmeram čakam, da teve pupke z radija, zdaj je tole kamera, ne moramo preveč, tako da prav sredi krize, srednjih let se ne dogaja neč od unha, ko ljudje pravijo, da se bo, in kaj češ pole. Decembra ne maraš darila, kaj je tisto, kar te spravi v dobro voljo, če je pod smrekco. Imaš smrekco? Ja, ne, smo imeli Suicide Bor, zaradi tega, ker smo bili alter in pole na Vipavskem kečeš, ne boš šel po smreko, če so bori, po svetokoli. Tako da smo imeli borčk, zdaj smo jim iz Ikeje, tako riječku se postavi gor, ko smo moderni in eko in take reči, in škovace moraš imeti za več let zapored. Tako da imamo Ikea riječ. Ta drugi del vprašanja je prav politična debata, če ima več strukturirano vprašanje. Sem dobil trenirku, ko se sveti prav, lepa, taka eko-zelena, tako da, kada dobim kaj tazga, sem prav se mi srce pohreje. Dobro, pustimo to, da sem mogel kupiti sam, vselih sem se presenetil samega sebe. Rekel, to je lepo. Kaj ni to lepo? Ja, to je res lepo, zelo lepo. Kot ta veliki. Koga si pripeljal danes s sabo? Koga je pustila Radmila danes s sabo? Radmila ima alternacijo, se kliče Katja. In ona je spustila skjetne Petra Jana. Petar Jan je prav mož za skitaru, pije vodu, bo je mož en kanc vode za boza moža. In on bo zašpilal na kitaru take tone in Je že mimo krize srednjih let, ali je lih tam? Mi se zdi, da smo vsi en mičkeno noter, ko bi se reklo, v krizi srednjih let. Rečemo, da si ven, zaradi domačin. Ne, ven je totalno ven. Moža ne martra prav neč. Kriza srednjih let je tretji album, o katerem bova pole nekaj povedala. Zdaj se seliš na naš glasbeni oder. Beži hodit. Moja ljuba. Moja ljuba se kliče, prav je, kot da sem Jan Plestenjak. Odložim mikrofon. Kot da si, samo da nisi, bom jaz. Samo da nisem, Small Talk se pravi uživo v prazničnem studiu Radio Robin in moja ljuba. Brezobzirno, prav brez občutka, da se gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobiti tazga mladca, ko zgleda urjedi, je za svoje familije, ima dobro službu in 15 let menj ko jaz. Prav kaj vidi na njemu, če bi lahko imela pa in mene, ko sem brez službe, težk čez 100 kil, z 2 otrokoma in ženo. In to ne kar eno. Če veste, kaj mislim. Moja ljuba ma druzga, zame marini. Moja ljuba ma druzga, zame marini. Prav ko tu boli. Prav tu je mi en piko starejši imamo čustva.
Zunim bo šla, se bo imela fajn, se bo ustvarila, familijo bo imela hišu, ohraju, psa, karavana in otroke. Z mano bej, sej ne da delam reklamo, kaj je lahko boljšega, ko predana ljubezen izkušenega in odradmile utrjenega moža. Z mano bi se lahko razdelila srječo, en kredit, en preživninu, en bez odradmile. Moja ljuba ma druzga, zame marini. Prav lastna back vokalistka. Moja ljuba ma druzga, zame marini. Moja ljuba ma druzga. In verjetno je na zadnje najboljši tako, zaradi tega, ker v resnici ne glih moja ljuba, oziroma vsaj ona ne vej za tu. Ker nemam jajci tega povedati. Solo! In solo. Rock and roll. Moja ljuba, prav ko bi jo sanjal, če bi si ljubo zmislil, ne bi tako dobro ratala. Moja ljuba, prav če bi si človek lahko pupu izbral, sam bi si izbral prav tako. Ben, kaj smo jamrat, bežmo rajše nazaj pospravljati stanovanje in take reči. Prav bogato notranje življenje moža srednjih let. Samo. Radmila, pardon. Sem zdaj bil na Radio Robin, od Ljube sem povedal. V bistvu, sej poznaš, to je unik komat, ko ne ima nobene Ljube. Radmila, ne delam te sramote, zaradi tega, kdo posluša Radio Robin, lepo te prosim. Noben ne bo tega slišal, noben ne bo tega videl. Kaj lahko se pomirva pole. Jaz imam zdaj še pogovor, če lahko... Radmila, ne nobene... Če bi bila kakšna ljuba, se ti ne zdi, da bi bil zdaj prni. Uredi, boš pregledala vse kamere, uredi, bomo videli. Lahko zaključimo zdaj, prosim. Tole Marta Žboza in Petra Jana. Hvala. Pardon. Madonna. Intervencija. Se zgodi tudi v boljših familijah. Vedno pripravljen na klic, ne glede na to, kje, kdaj, za Radmilo, vedno. To je, ko bi se reklo, obrambni mehanizem. Sej to je tako kot virus. On bi samo rad prežival, in jaz bi tudi samo rad prežival, in taktika, ko preživiš, je tako, da se javiš. Če se ne javiš, snabed, da se ti možnosti za preživetje piko zmanjšajo. Ni naslednjih 14 dni ključnih. Zmeraj so naslednjih 14 dni ključnih, prav Tretji studijski album, Kriza srednjih let. Kaj je to? Nova ljuba, nov avto, nov hobi, nova frizura? Imaš definicijo za to? To vse ima... Poanta krize srednjih let je, da se mora moški, ko se ustali in piko in tako redefinirati, je prav taka dolga beseda. Da je treba pole premisliti, kaj smo delali do zdaj, če je treba kaj spremeniti, gremo naprej, nazaj, kaj smo zdaj. Tako da to je, ko bi se reklo, polletno poročilo, tako, umestni polcajt, da oceniš, kje smo. Zdaj te je tokala, se znajdeš? Absolutno me tokala. Zdaj ne vem, če sem že ven ali se štartam lih tretji. Mislim, da štartaš. Ne vem, bomo videli. Je, ko bi se reklo, je prav generacijski problem. Sej ne, da bi Peter Janke o tem vedel iz lastnih izkušenj. Če ga pridima na bolj sem, zaradi kamer, po moje. Bojo leteli kozarci. Sem šel ven iz kadra. Dober dan, kadar. Ko imaš 15 let, se ti zdi, da je unik, ki jih ima 30 tam za odstrel. Kako si ti gledal na moške v krizi srednjih let? To ko si rekla, sem mislil, da se me ne bo tokalo nikoli. In pole pridejo take reči, pride siva dlaka sred brade, in pole ne veš, če je tvoja. Si se sprašavaš, ko imam lahko sivo brado, če mi nanka ni zrasla brada do konca. Take reči. Tako da, zmeraj gledaš, zdaj isto gledamo, hodijo moži v penzijo, ki je še to za nas, je kakšna penzija, ne verjamemo nanka več v penzijo. Vprašaj.
Tvoj nasvet, kaj bi mogle po tvojem mnenju pupe razumeti, da bi fante razumele v krizi srednjih let? Jaz mislim, če zastopiš une metulčke skupino iz vrtca 2 do 3 letnikov, da smo v redi. Kakat, lulati, jaz, gledati risanku, samo da so risanke z drugačno vsebino in mislim, da smo tam. V čem je bilo ustvarjanje tretjega studijskega albuma drugačno od tistih 2 prej? Uljeklo se je, pravuno, vzeli smo se piko več cajta, zaradi tega, ko sem jaz imel... To se dobro sliši. Krizo srednjih let, 1 leto nisem napisal nobenega teksta, tako da je bilo malo, smo planirali, da bo že prej in da bo že lani in to, pole je prišla korona in pole je še to. Ampak je recimo tu Iterašine komad, ki sem ga posnel doma v svoji sobi, poslal file, eno so in je naredil komad okoli tizga, tako da interesantno je bilo ustvarjanje te nove plošče, predvsem neortodoksno, bi se reklo. Epidemija, kaj je dala, kaj je vzela? Vzela je še par koncertov, ki smo jih imeli na leto. Smo imeli do 10 koncertov. Nismo pretiravali, smo bili tako povprečen slovenski band z 10 nastopi na leto. Zdaj recimo zadnji nastop smo imeli ob takem cajtu lani v Mariboru digitalno, tako da koncerti neč. Praznična pa je druga, ki jo bomo poslušali, ker se spodobi. Ker se spodobi, zaradi tega, ker so prazniki in take reči, je prav tako vzdušje. Ok, izvoli. Oder je tvoj, potem pride nazaj. Small Talk v živo v prazničnem studiu Radia Robin s praznično. So prazniki. Nam je fajn. Se družimo prav tako v familiji med sabo. Je tako vzdušje. Paste, tole, živiste mirno in brez straha, kot da že niste nikdar slišali za Ameriko in take reči. Je šaldo nevaren svet, ko živimo tole. In to ne samo danes, se je začelo že pred cajtem. Mi je pravila moja mama, so prihajali uni v dol, naj so delili nečem, so kradli naše službe. Se zdi čudno, me je res, mi je povedala una moja mama. Pustimo zdaj to, ima dosti problemov, tole in zdaj. Sem bil prnoni na kosili, sem mi še zdaj spahavam piko horjota z klobaso in take. Pole še potica in pole kučeš reč neče nona skuhala. Kje smo ostali? So začeli prihajati migrantje in bojo tole in nam bojo pojeli vse. Še unim v dol bojo pojeli, ukradli službe. Znabet, da ne danes, ko vsi hitijo v Nemčijo, jutre pa je sigurno. In pole bojo tole, bo ratala multikultura in bomo mogli vsi hoditi po 5krat na dan v mošejo brez šolnov. Se jim ne bo smelo reči prav neč, zaradi tega, ko je politična korektnost. Ampak tam je samo še en korak do tega, da pole pridejo uni taki enaki in se poročijo med sabo in pole polovijo in posvojijo vse naše otroke na račun naših nonotov in jih pole, oprostite izrazu, pedofilirajo. Najprej njih, pole pa še vse živali, ko jih poznaste. Tu je pikota in runota. Boh je runo. Pole na konci, pa vse veste, ko se konča, da bomo vsi proti lastni voji delali packarije seksualne zastrupli. Zaradi tega, ko vi jeste pršuta, ne mislite na neč. To je povedal Small Talk, taka resnica od moje mame. Čeprav, kje bomo pa dobili trupla, se to bo treba imeti še kakšno vojsko. Ali pa na COVID oddelkih, samo jih bo treba prav za žajfu pole umiti, ko so črne... Pustimo to, je vesele praznike. Praznično, doživeto, Small Talk v prazničnem studiu Radia Robin. Sem prišel nazaj. Lahko gremo k tistim vprašanjem, ki decembra ne smejo manjkati ali jih spustimo? Absolutno, ne vem, kaj manjka decembra. Kaj fali decembra? Ne sme manjkati. S kakšnimi načrti, željami vstopaš v leto 2022? Makula prav decembrsko, prav še hujšanje. Absolutno.
tole lahko da gor na mizo, zdaj je. Ne vem, če se vidi na televiziji. Res škoda, če se ne. Res škoda, če se ne, da lahko še z teve strani. Tako, ja, to je treba dati dol, zaradi tega, ko če ne, ko boš imel krizo srednjih let, če si zagledaš, ko bi rekel Miha Šalehar, če zagledaš kot Dimitrij Rupel. Aha, je. Tako da, ja, absolutno bomo hujšali, bomo bolj pametni, bomo bolj, ne vem, kaj bomo še. Vse take reči, kar je prav in kar se spodobi. Kar se spodobi, sem pravično je take reči. Za konec še si zbereš samo eno vprašanje. Strani poslušalcev niso vedeli, za koga je. Niso vedeli, za koga je. Se pravi, zna biti, da so mislili, da bo odgovarjal Vili Resnik. Recimo. Bohi. Kaj je odgovarjal Vili Resnik? Kaj je rekel Vili Resnik? Kdaj ti je bilo v letu 2021 najbolj nerodno? Makul lepo. Čakaj, moram pomisliti. Kdaj mi je bilo najbolj nerodno? Ne vem, ko je prišla hčera in je rekla, kaj ima mama tu? Sem rekel, v redu, daj to meni, bomo pospravili. Ja, zakaj se to nuca? Bomo pole, ko boš bolj velika. Še dobro, da je tata v krizi srednjih let. Še dobro, da je tata v krizi srednjih let, da ne bo pole, bomo pole razložili pupkam, ko bojo piko večje in tako reči. Small talk, hvala, ker si vzel čas, hvala, ker si prišel, hvala, ker smo te lahko poslušali. Kot to veliki, dober dan, kamera, kot si, Ja, to smo se že navadili, veš, to se moraš lepo nasmejati in mahaš. Se moraš nasmejati kameri, še Peter Jan se nasmeje, nasmej se Peter Jan, da bo, Ni utečen. Ne, one pay, ne navajen, ko bi se rekel, vse v odvadu zaradi korone, ne v njih tistih. Tako da Radio Robin, majte se, fajn, tisto, Radio Robin, v živo iz pravlične vasi v Novi Gorici. Radio Robin, uradni božični radio za Goriško.